S kitkom v svet pravljic. Radio Sora vam dela družbo v današnjem torkovem popoldnevu in čas je, da se s kitkom potopimo v svet pravljic. Danes nam bo Eva Šturm, knjižničarka iz knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, prebrala pravljico Podgani in njuna hči, japonsko pravljico, objavljeno v knjigi Živalske pravljice z vsega sveta, za katero je pravljice izbrala in prevedla Jana Unuk. Koč je blizu samotne kmetije, ki so jo obdala riževa polja, živel par podgan. Med svojimi sta uživala veliko spoštovanje in bila sta zelo premožna. Nekoč se jima je poleg številnih drugih otrok rodila še majhna hčerkica. Bila je nadvse prikupna, imela je bleščeč siv kožušček, široka, pokončna ušesca in sijoče oči in njeni starši so bili nanjo zelo ponosni. Iz dneva v dan so premišljevali, kako bi zagotovili čim imenitnejšo prihodnost. Ko je mala podganica zrasla, so se njeni starši odločili, da bodo hčer poročili samo z najmogočnejšim bitjem na svetu. Nekega dne so o tem razpravljali s sosedom in rekel jim je: če bi rada hčer poročila z najmogočnejšim bitjem na svetu, si morata izbrati sonce za zeta, saj brez dvoma nihče ni mogočnejši od njega. Podganama je bilo jasno, da to drži, in brez oklevanja sta odšli k soncu in mu predlagali, naj se oženi z njuno hčerjo. Sonce je odgovorilo: zelo sem počaščena, da sta prišla tako daleč in da mi prijazno ponujata svojo hčer v zakon. Toda prosim, povejte mi, zakaj sta si izbrala prav mene za zeta? Podgani sta mu dejali: rada bi, da se najina hči omoži z najmogočnejšim bitjem na svetu, in to si brez dvoma ti. Zato so te izbrala za svojega zeta. Sonce pa je odvrnilo: kar pravita, ni povsem brez smisla. Toda obstaja bitje veliko mogočnejše od mene in njemu morata dati svojo hčer. Podgani sta vprašali: ma res obstaja kdo močnejši od tebe? Sonce pa je reklo: kadar bi rado obsijalo v zemljo, pride pogosto mimo oblak in me zagrne, in moji žarki ne morejo prodreti skozenj, niti ga ne morejo pregnati. Nemočen sem pred oblakom, zato morata iti k oblaku in njega vzeti za zeta. Podgani sta videli, da je res tako, zato sta odšli k oblaku. Ko sta mu obrazložili svoj namen, je oblak odgovoril: motita se, če se vama zdi, da sem najmogočnejše bitje. Res je v moji moči, da prekrijem sonce, toda pred vetrom sem nemočen. Ko zapiha me odžene in razcefra na kosme, nič ne moram storiti proti njemu. Zato sta podgani šli k vetru in mu predlagali, naj se oženi z njuno hčerko, ki bi jo rada poročila z najmogočnejšim bitjem na svetu. Veter pa jima je odvrnil: v zmoti sta. Resnično zmoram pregnati oblak, toda nemočen sem pred zidom, ki ga se zidajo ljudje, da bi me zadržali. Ne moram pihati skozenj, niti mu ne moram škoditi. Zid je veliko močnejši od mene. Zato sta šli podgani dalje in prišli k zidu, na katerega sta naslovili isto prošnjo. Zid pa je rekel: res je, da se lahko uprem vetru, toda podgana me ruši, dolbe in luknja in z ničimer je ne moram ustaviti. Nemočen sem pred podgano. Boljše bo, da si izbereta za zeta podgano, kakor pa mene. Podgani sta se razveselili, kajte videli sta, da ima zid prav. Vrnili sta se domov in omožili hčer s čednim mladim podganikom. Tega nista nikoli obžalovali, kajti hči je živela srečno in zadovoljno s pripadnikom svoje vrste. In starši, ki so jo nekoč hoteli poročiti tako visoko, so z njo delili srečo in blagostanje.